437 parov copat ste nastavili tu. Copati, ki simbolizirajo lani oziroma v preteklem letu umrle zaradi samomora, kar v mali Sloveniji kaže, da je samomor celo prepogost pojav. Absolutno. In mi želimo s to inštalacijo, s tem spominskim obeležjem opozoriti, da je samomor še vedno velik javnozdravstveni družbeni problem. 437 ljudi je storilo samomor, hkrati pa želimo opozoriti s prižiganjem luči življenja, ki jih bomo prižigali v večernem času, na to, da je samomor mogoče preprečevati. Potrebno je pa obenem tudi poudariti, da se število samomorov v Sloveniji vseeno niža. Če bi primerjali lansko številko s številom iz leta 1998, bi ugotovili, da je skoraj 200 ljudi manj storilo samomor v lanskem letu kot leta 1998, tako da lahko govorimo o trendu upadanja. Seveda si želimo, da bi z aktivnostmi, kot je današnja, in ostalimi na področju preventive številko še znižali. Osebno bi vesel, če bi jo lahko razprelovili. Zdaj statistike kažejo, da predvsem ta recimo periferna območja oziroma bolj podeželje, tam so ljudje bolj izpostavljeni oziroma se pogosto odločajo za to. Zdaj nekako tako samo na dlani se ponuja, da tudi zaradi ekonomske situacije, ampak verjetno je samomor skupek večjih dejavnikov. Samomor je skupek večjih dejavnikov, individualnih, medosebnih, družbenih, tako da vplivajo od, osebnih značilnosti posameznika, kronične bolezni, zasvojenosti, pa bruto domači proizvod, kot ta družbeni dejavnik, stopnjo brezposelnosti in podobno. Zdaj, zakaj v teh kmečkih okoljih? Mogoče tudi zaradi tega, ker služb pomoči ni tam na voljo. Ali pa ljudje preprosto nimajo časa, da bi se posvečali drugemu, imajo več dela, mogoče na njivah, na vrtovih in podobno. Predvsem pa mislim sam, da dostopnost služb pomoči je v teh okoljih nižja. Kaj še storiti, da bi se te številke, omenili ste, da se je že znižalo, ampak se nižati? Kako pomagate? Recimo, kako sploh zaznati, da se nekdo poigrava s to mislijo? To je relativno težko. Najtežje je prepoznati, zato ker ti znaki so velikokrat zelo, zelo skriti. Zelo malo je tisti, ki o tem na glas govorijo ali ki pišejo poslovilna pisma in jih potem dajo recimo na takšno mesto, da bi jih lahko nekdo našel. Tako da znaki samomorilne ogroženosti so zelo prikriti. Tako da absolutno bi iz tega lahko povlekla to, da je potrebno ljudi izobraževati, osveščati o tem, kateri so znaki samomorilne ogroženosti in seveda, katere so službe pomoči, ki pa so na voljo za pomoč v teh primerih. Tako da to je eno, absolutno bomo potrebovali v zelo kratkem času nacionalno strategijo zniževanja števila samomorov, ki pa je žal še vedno v fazi oblikovanja. Čeprav bi ta morala že biti, glede sploh na številke, o katerih govoriva, že zdavnaj sprejeta.